28. marca 1970 so v Dublinu na Irskem našli skoraj popolnoma zoglenelo truplo Margaret Hogan, 89-letne vdove, ki je živela sama. Zoglenele ostanke so našli v naslanjaču, od trupla pa so ostali nedotaknjeni samo spodnji deli nog. Plastične rože na mizi na sredi sobe so se stopile, vročina pa je stopila tudi televizijski ekran 3 metre oddaljen od ostankov. Ostali deli stanovanja so ostali skoraj nedotaknjeni. V kaminu na drugi strani sobe je sicer še gorel ogenj, vendar preiskovalci niso mogli najti povezave med ognjem v kaminu in zoglenelim truplom. V poročilu so zapisali, da je smrt povzročil ogenj, katerega vzrok pa ostaja neznan. Kako lahko človeško telo zagori brez vidnega vira in to tako, da zogleni celotno telo, ogenj pa se ne razširi? Opisani primer ni osamljen. Doslej so našteli že več 100 dokumentiranih podobnih primerov in jih poimenovali spontani človeški samoužig. Mnogo ljudi verjame, da je takšen pojav mogoč, vendar znanost o tem ni prepričana. Za vžig človeškega telesa je potrebno dvoje: intenziven vir toplote in vnetljiva snov. V normalnih okoliščinah človeško telo nima ne enega, ne drugega. Obstajajo pa nekatere bolj ali manj znanstvene razlage, zakaj se to vseeno lahko zgodi. Ena od priljubljenih teorij govori o tem, da ogenj izbruhne zaradi metana, ki se nabere v črevesju, kot vžigalnik pa delujejo encimi. Vendar pa veliko žrtev domnevnega samovžiga utrpi več škode na zunanjih delih teles kot pa v notranjosti. Druge teorije špekulirajo o tem, da je vzrok ognja lahko nakopičena statična elektrika v notranjosti telesa. Neki raziskovalec, Larry Arnold, pa je predlagal, da bi zanje lahko bil odgovoren kar subatomski delec, ki ga je poimenoval piroton, po grški besedi za ogenj piros. Piroton naj bi reagiral s celicami in sprožil mikroeksplozijo. Doslej ni prav nobenega znanstvenega dokaza, da bi takšen delec obstajal. Skoraj v vseh primerih, ki jih pripisujejo spontanemu človeškemu samoužigu, so bile prizadete osebe slabo pokretne, bodisi zaradi starosti ali debelosti in slabega zdravja. Vir ognja bi dostikrat lahko bile cigarete, ki jih je žrtev kadila v trenutku, ko je umrla ali doživela recimo srčno ali možgansko kap, pojasnjujejo znanstveniki kot razlago za pojav. Zakaj zagori le telo, ne pa tudi okolica, pa pojasnjujejo s tako imenovanim učinkom stenja. Ogenj po tej znanstveni teoriji najprej zajame oblačila, zaradi opeklin poči žrtvina koža in sprosti se podkožna maščoba, ki se vpije v oblačila in deluje kot vosek okoli stenja. Raziskovalec Brian J. Ford pa predlaga, da bi vzrok za samoužig lahko bila ketoza, visoka koncentracija spojin imenovani ketoni v urinu in krvi. Ketozo običajno sproži alkoholizem ali prehrana s premalo ogljikovimi hidrati. Eden od ketonov je tudi aceton, ki ga običajno uporabljajo za odstranjevanje laka na nohtih in ki je močno vnetljiv. Ali torej spontani človeški samoužig zares obstaja, nihče zagotovo ne ve. Morda pa bo odgovor prinesel čas. Zgodbe odkrito.si